Dobrodošli v novi epizodi podcasta Real Estate Academy. Današnja epizoda je začetek serije, v kateri bomo govorili o tem, kako investirati v nepremičnine, če ste še popoln začetnik. Ta serija je namenjena tistim, ki ste že razmišljali o tem, da bi bila nepremičnina lahko prava investicija za vas. Ampak ne veste, kako točno se lahko sploh služi denar skozi nepremičnine, kako se denar potencialno izgublja in ali je mogoče za vas boljša kakšna druga investicija. V današnji epizodi se bomo pogovarjali o tem, kako denar služimo skozi nepremičnine. Torej, kaj so tri glavni stebri zaslužka v nepremičninskem investiranju. Če poenostavimo za začetek, kaj so te trije stebri? Prvi je cash flow oziroma denarni tok. To pomeni likvidnost, ki jo vi dobivate vsak mesec ali pa vsak teden pri nepremičnini. Drugi steber je kapitalska rast oziroma kapitalski dobiček. Poenostavljeno to pomeni, če ste kupili 10 let nazaj nepremičnino za znesek 100 in jo boste lahko čez 10 let prodali za znesek 150, je vaš kapitalski dobiček v tem času bruto, brez odštetih davkov, 50, torej, za poenostavljen primer. Tretji steber služenja skozi nepremičnine je mogoče malce neočiten, ampak še vsem zelo pomemben. So davki oziroma priložnosti, ki jih dobimo skozi investiranje v nepremičnine pri davkih. Pa gremo te tri stebre pogledati čez zelo konkreten primer. Recimo, da ste imeli 10 let nazaj, leta 2016 na računu 100.000 evrov. Po premisleku ste se odločili, da bi ta denar mogoče investirali v stanovanje v Ljubljani. Poglejmo najprej, kakšne so bile cene stanovanj v Ljubljani 10 let nazaj. Za kvadratni meter rabljenega stanovanja v Ljubljani bi leta 2016 odšteli približno 2200 evrov. To je uradni podatek Gursa. Zdaj, vemo, da so trenutno cene stanovanj precej višje. Podatek Gursa kaže, da bi za enako stanovanje letos odšteli skoraj 5000 evrov na kvadratni meter. Dajmo nazaj k našemu primeru. Torej, 10 let nazaj smo za 100.000 evrov dobili približno 46 kvadratnih metrov stanovanja v Ljubljani. Zdaj pa kako bomo služili denar na temu dotičnemu stanovanju? Gremo najprej pogledati naš prvi steber. Prvi steber je denarni tok oziroma po angleško cash flow. Cash flow oziroma denarni tok ustvarjamo najpogosteje skozi oddajo nepremičnine, torej v našem primeru stanovanja. Poznamo seveda dolgoročno oddajanje ali pa kratkoročno oddajanje. Za naš konkretni primer, recimo, da bomo oddali dolgoročno. Zakaj? Če ste investitor in če želite imeti nek predvidljiv cash flow oziroma denarni tok, vam bo dolgoročno oddajanje bližje, zato ker imate načeloma letno pogodbo in manj dela načeloma z najemnikom. Najemnine so v zadnjih 10 letih v Ljubljani res zelo konkretno zrasle. Ampak 10 let nazaj bi za stanovanje v naši velikosti lahko dobili približno 500 evrov mesečno najemnine. Za prikaz, v letošnjem letu bi za takšno stanovanje lahko zaračunali tudi do 850 evrov. Za poenostavljen prikaz tega, koliko bi lahko dobili denarnega toka za naše stanovanje, bomo vzeli neko srednjo vrednost, torej med vrednostjo 500, ki bi jo dobili 10 let nazaj, in pa današnjo vrednostjo recimo 850 evrov in bomo dali vmesno vrednost 675 evrov. Torej, 675 evrov v vsakem mesecu, če predvidevamo 100% zasedenost, ki je sicer skoraj nemogoče, ampak samo za današnji prikaz, v 10 letih bi torej dobili praktično 80.000 evrov denarnega toka v najemninah. Zdaj, če se ob tem sprašujete, ali je to dober denarni tok ali ne, je več različnih formul, s katerimi lahko to preverite. Morda neka najbolj enostavno je, da letno najemnino delite z nakupno ceno in pomnožite 100. Zdaj, nekako okvirno, karkoli je nad 5% je že kar dober donos. Če je pod tem, se enostavno ne splača samo na podlagi denarnega toka. Gremo na hitro omeniti še kratkoročno oddajanje, ki je seveda tudi možnost za ustvarjanje denarnega toka. Načeloma boste skozi kratkoročno oddajanje dobili več denarja, ampak tukaj je en zelo pomemben ampak. Vložili boste tudi veliko več dela.
Ko se lastniki preračunavajo, kaj se jim bolj splača, dolgoročno oddajanje ali kratkoročno oddajanje, v strošek, ki ga imajo pri kratkoročnem oddajanju, pogosto pozabijo všteti strošek lastnega dela. Torej, to so ure, ki jih boste porabili za ukvarjanje s turisti, za oglaševanje vaše nepremičnine, za čiščenje, za administracijo in tako dalje. Tako da, ko sem pred leti naredila analizo za članek Finance, kaj se bolj splača Airbnb ali dolgoročno oddajanje, smo prišli praktično do ugotovitve, da je Airbnb zaslužek zanemarljiv, če imate samo eno enoto in če upoštevate vaše stroške čiščenja in administracije ter ukvarjanja z gosti. Gremo zdaj na drugi steber zaslužka skozi nepremičnine. To je kapitalska rast oziroma kapitalski dobiček. Ta je bila v Ljubljani v zadnjih letih res zelo visoka. Poglejmo spet naš konkreten primer. Kot smo rekli, bi leta 2016 za 46 kvadratnih metrov rabljenega stanovanja v Ljubljani odšteli približno 100.000 evrov. V tem času je bil porast cen absolutno nor. Danes smo že skoraj na 5.000 evrih za kvadratni meter. To pomeni, da bi letos stanovanje lahko prodali za približno 220.000 evrov. Naš kapitalski dobiček v tem primeru je 120.000 evrov bruto. Torej bruto to pomeni pred odštetimi davki in morebitnimi ostalimi stroški. Zdaj pa pojdimo še na tretji steber zaslužkov pri nepremičninah. To so davčne ugodnosti. Kakor sem povedala v uvodu, to je mogoče ena izmed najbolj neočitnih prednosti investiranja v nepremičnine. Ampak je pa to prednost samo v primeru, če v nepremičnine investiramo dolgoročno. Zakaj? Se spomnite kapitalskega dobička, ki sem ga omenila minuto nazaj. Torej, če smo kupili 10 let nazaj stanovanje za 100.000 evrov, zdaj ga pa lahko prodamo za 220.000 evrov, bi imeli po 10 letih davek na kapitalski dobiček zmanjšan in bi znašal ta davek 15%. Če mi to isto stanovanje držimo še 10 let, torej ga imamo v lasti 20 let, nimamo davka iz kapitalskega dobička popolnoma nič. To pomeni, da se nam ves ta dobiček, ki smo ga ustvarili v 20 letih in iz naslova rasti vrednosti kapitala, izplača direktno na naš račun, brez dodatnih davkov. Še en plus investiranja v nepremičnine v Sloveniji je, da je pri nas davek na nepremičnine relativno nizek, če se primerjamo z državami, kot so Nemčija, Avstrija, Češka in Italija. Po nekaterih podatkih v Sloveniji država pobere približno 0,33% skupne vrednosti zasebnega nepremičninskega premoženja. Če to primerjamo recimo z Združenim kraljestvom, je ta odstotek precej manjši. Tam poberejo skoraj 2,7% skupnega zasebnega nepremičninskega premoženja. Tako, v tej epizodi smo pokrili zelo osnovne informacije o tem, skozi katere stebre služimo prek nepremičnin. Ampak tukaj je en catch. Danes smo govorili o bruto zaslužkih. V naslednji epizodi bomo izvedeli, kako izgubljamo denar skozi nepremičnine. Oziroma, kakšen je vaš izkupiček na koncu, ko odštejete vse stroške, ki jih imate z nepremičnino. In ali bi se nakup stanovanja za 100.000 evrov v letu 2016 na koncu zares plačal, ali pa bi bilo boljše, če bi isti denar investirali v delnice ali pa v zlato. Se vidimo v naslednji epizodi.